Ja, živijo, takole, mečkan drugač, nisem na kolesu, kar je kar mečkan čuden, ampak to je nekak point tegale posnetka danes. Kar se tiče kolesarskih dirk, je to za letos. In na vrsti je čas za off-season. Off-season, to je kar taka bav beseda lahko, mislim bav. Fora je, da jaz se ga nikoli nisem znal lotiti pravilno. Jaz sem zmer mislil, da če bom začel počivati, pa če bom nekaj časa brez kolesa, da bojo šli vsi treningi, ki sem jih do zdaj naredil, v nič. Ampak to je velika napaka. Zato sva tudi naredila tale posnetek z Blažem. Blaž je trener, ki ima veliko izkušenj in je tudi povedal veliko dobrih pa uporabnih informacij glede off-seasona, kako se ga lotiti, kako ga razdelimo. Tako da mislim, da tale posnetek zna biti uporaben za marsikoga. To je to, je pa mečkan drugačen posnetek, ker res samo govoriva. Ni kakšne akcije na kolesu, ampak je pa informativen. Pojdite si pogledati, oziroma zdaj vas teleportiram na webcam. Ajde. Off-season, eni ga zelo nestrpno pričakujejo, eni se ga kar malo bojijo. Zdaj, za moje tekmovalce pri Pogi timu, je to so kar nestrpno pričakovali tale del sezone, ker sem letos eni kar veliko štartov, tudi preko 40 in so tole zadnji mesec kar komi čakali. Medtem, kakšni rekreativni kolesarji se tega kar malo bojijo, ker padejo iz neke rutine in zdaj pa treba počivati in je mogoče za koga kar tak majhen šok, in se mrzdo zgubi mogoče zaradi tega, ne ve točno kaj početi, pa kako početi. Evo, pa bo danes kakšno stvar povedala, da bojo najini gledalci vedeli, ne. Jaz mislim, da res zna biti super, ker jaz do zdaj v bistvu, če sem čisto iskren, to je zdaj tretja, četrta sezona, da tako kolesarim, po moje, če ne lažem, ampak nikoli nisem v off-seasonu, Vedno je bil non-stop kolo, pa mislim, da če sem bil en teden brez kolesa na let, je kar velik. Tako da tole je zame prvič. Okej, ja, sej, zdaj za nekoga, ki mogoče ni tekmovalec, pa se samo pele, pa da to ni volumensko toliko ur na teden, sej off-season mogoče niti ni smiseln, ker je pač važno, da vzdržuje neko pripravljenost, pa če nima zdaj nekih ciljev tekom sezone, je to čisto v redu, Za nekoga, ki je pa tekmovalec, pa ki trenira po neki strukturi, pa se pripravlja za določena tekmovanja, je pa to v bistvu zelo pomembno, da je vsaj en obdobje v sezoni tisti malo bolj sproščen, tako za telo, kot tudi za glavo, Sploh rekreativni športniki, kolesarji, je to trening, dirke, poleg vsega ostalega, kar imajo v življenju, se pravi družina, služba, je to kar velik zalogaj, ne samo za telo, tudi za glavo in je treba en tak odklop narediti vmes, da se pol telo in glava, da se malo resetira in da pol v bistvu komaj čakaš, tako kot sem ti rekel, Off-season mora biti tak, da ti komaj čakaš, da se boš nazaj na kolo usedel, da se bo spet začel trenirati, Se pravi, kaj so v bistvu neki glavni cilji off-seasona, se pravi, kot sem rekel, se pravi, da se spočije telo, se pravi, zmanjša se utrujenost, ki se je nabrala tekom sezone, mentalni odklop, se pravi, od te strukture, da je čas še za kaj drugega, najbrž partnerke žene so zelo vesele v tem času, ko imajo desci končno malo več časa za njih, Super je ta obdobje za popravljanje nekih gibov, ker kolesarji vemo, smo kar zakrčena bitja. Zelo hitro pride do nekih asimetrij, tudi če imamo bike fitting v nulo narejen, ker je itak super zadeva, če imamo narejen bike fitting, vseeno, smo v takem zelo prisiljenem položaju, skozi so neki ponavljajoči gibi, in je to super čas, da to neke asimetrije, ali pa če imamo neke stvari, ki so nas, kakšen kolen tekom sezone nas je bolel, recimo, je to super obdobje, da to odpravimo, da naredimo kaj na gibljivosti, na stabilizaciji trupa. In ja, se pravi, to je ta nekako prva faza, pa pol v nadaljevanju, se pravi, da se postavi neko osnovo za nadaljevanje sezone, se pravi, tako moč, mobilnost, gibljivost in pa, da se ohrani neko splošno kondicijo, ampak da je ta kondicija pridobljena ne samo na kolesu, ampak tudi s kakšnimi drugimi gibanji oziroma športi, Kaj pa pol kaj moč, pa to, kar si rekel, gibljivost. A je mogoče fitness
tudi smiseln pol kaj bolj upeljati v off-seasonu noter, kaj pa pol med samimi dirkami, pa to je v bistvu samo, če sem prav dojel, vzdržuješ tisto moč, jo probaš, če jo lahko, če imaš čas. Med zimo imaš pa tega cajta več in je mogoče bolj smiselno tudi uteži pol mal not unest. Točno tako, načeloma, to je že nekaj cajta popularen, pa je bilo, pa ni bilo, ampak ja, potem, ker sedaj raziskave kažejo, to pač bi mogel biti ključen del za nekega tekmovalca, zdaj ja, rekreativc to vključi, če se pač le da, pa če ima željo, a ne. Dejstvo pa je, da lahko, se pravi, nek trening moči naredi zelo veliko razliko in kot si rekel, ja, zimski čas je idealen, da se dela na tem, da se naredi neko osnovo, da se ukrepi telo, kot sem rekel, da se odpravi neke nepravilne gibe, ki jih delamo, a ne. In ja, načeloma po zimi je to super čas za to, a ne. Je pa treba to vzdrževati. Moč je ena izmed sposobnosti, ki jo najhitreje izgubimo. In fajn je tekom sezone pol tudi to vzdrževati, seveda ne pač v tekmovalnem obdobju, ampak načeloma je pa to eden tistih področji, ki imajo večina kolesarjev še full rezerve, no. Tako tekmovalnih kot rekreativnih, no. Se pravi, kako se načeloma deli tale off-season, se pravi, nekako 14 dni mora biti, 14 dni do 3 tedne mora biti res off, se pravi, to pomeni absolutno brez neke strukture, gibanje ne bo nekako po občutku, še bolje, če to ni kolo, če je karkoli drugega, se pravi, tukaj pride upoštev razni sprehodi, kakšen fuzbal, košarka, te fotrovski športi, fajn je na kakšen pohod, mogoče tudi, če nam je to seveda odgovarja, ne zmer, v tem obdobju res počnemo tisto, kar nam paše, no, to je najbolj važno. Pol imamo, se pravi, prehodno obdobje, ki traja nekje 2 do 4 tedne, načeloma jaz vidim, da 4 tedne, da je ta vrnitev v, se pravi, treninge malo bolj postopna. Tukaj pa je spet fajn, da se počne čim več različnih stvari, tudi tukaj ni še neke strukture, in je fajn, se pravi, da čim več športov, da se tukaj izvaja. Dejali so to neki pohodi, tek tudi ni za vsakega, predvsem za kolesarje, ne. Kot sem rekel, ko smo zakrčeni in če se lotimo teka, je to fajn, da se res počasi lotimo, ker sem videl že zelo veliko kolesarjev, ki so se takole oranklotili pol nekih tekov, trail tekov, in so se pol poškodovali. Se pravi, trening moči, fitness, kot sva rekla, če pogoji omogočajo in imamo neko znanje tudi tek na smučeh, recimo, je odlična zadeva, vemo, da tekači na smučeh imajo najvišji VO2 max, tudi načeloma kar višji kakor kolesarji, ker res cel telo dela, še en tak super šport. In pa neke gibalne vaje za mobilnost, torej čisto za splošno zdravje bi temu rekli, no. Tako da res tukaj ni fokus, da bi neke TSS-e gledali, koliko smo jih imeli tedensko, ampak samo pač kakovost gibanja, to je najbolj pomemben. In pa ja, da delamo na teh šibkostih, ki sva že prej rekla, a ne. Se pravi, če imamo delali neke napačne gibe, da se to tukaj odpravi. Potem po tej fazi se pa začne nekako postopno vračanje v proces treninga, se pravi, pride spet do neke strukture, ampak še zmeraj na zelo sproščen način, tudi tukaj se pol nekako tudi zmeraj bolj uvaja ta trening moči, no. Tako da, ja, to je taka ena čisto splošna struktura, no, kako bi ta off-season mogel izgledati. Se pravi, se trening moči šele takrat začne, v tretji fazi, noter dajati fitness pa te zadeve. Lahko že v drugi fazi, ampak tukaj res zgolj, da se naučimo gibanja, se pravi, da bi tukaj neke težke kile nalagal, ne pridejo v poštev, lahko se pravi dela neke take, primer počep, ampak začetek res z lastno težo, take počepi na eni nogi oziroma najprej na obeh, pol na eni nogi, brez kakršnekoli obremenitve, ampak res, da je ta postopen prehod. V nobenem primeru pa ne moramo iti v fitness pa si naložiti ne vem kakšne kile gor, ker se še nikoli ni dobro končalo. Ja, si predstavljam, tako kot si rekel, za tek. Prej sem gledal, ne vem, je bil en podcast ali en video, ki je tudi, ta je bil Dylan Johnson. Je rekel isto, da je šel laufat vsako zimo
ampak da je ponavadi zmer, da ga je takoj kolen začel boleti in da je vedno raj nehal, ker nima smisla, da bo v off-seasonu poškodbo fasal, tako kot rekel. A ne. Ker off-season je glih pomeni, da se ti spočiješ, ne da ti v bistvu vse skupaj bolj obremeniš. Ja, jaz sem točno eden izmed takih bil zmerja. Fura, da tečem po zim, ampak ne znam teči. Oziroma do zdaj nisem znal, da se res intenzivno s tem ukvarjam, da se naučiš teh nekih pravih gibov, sploh pri teku je zelo specifično to, da ne bom zdaj šel čisto v detajle, kaj vse pri teku pomembno, to je za kdaj drugič, ampak ja, mora biti res ta postopnost, tudi če želimo pa neke daljše razdalje laufati. Ja, samo easy, samo sproščeno, da res si ne predelamo tukaj še neke poškodbe za brezvezano. Pa mogoče recimo največje napake, ki se pa dogajajo v off-seasonu, ki jih največkrat vidim. Se pravi, dva ekstrema sta lahko, ali vzamemo off-season preveč resno, da je pač res na off, ali pa premalo resno. Se pravi, če gremo najprej na ta prvi tip, da vzamemo off-season preveč resno, se pravi, da absolutno odklopimo, da ne počnemo nič, da ležimo na kavču. Ni dobro, ker pol nam res, se pravi, ta aerobna sposobnost zelo pade in imamo pol zelo veliko dela, da nazaj pridemo. Ker načeloma pač, ja, če gremo na nek daljši dopust, ni take panike. Je pa fajn, se pravi, že sam z nekimi sprehodi ali pa da greš tiste 10 minut, 20 minut mečkan po laufa, da se malo razgibaš, že to je nekaj, no. Ampak ja, neka popolna nedejavnost pa vse ni lih priporočljiva. Imamo pa se pravi drug ekstrem za tiste, ki pa ne znajo počivati oziroma se bojijo biti malo bolj frej, se pravi, kada imajo občutek krivde, ker ne trenirajo, ker se zelo pogosto dogaja, tudi in pri mladih kolesarjih in pri rekreativcih, tudi pri profesionalcih najbrž. Ja, to je pa spet drug problem. In tukaj res se treba včasih skoraj prisiliti, da tukaj vsak se mora prepoznati, kam spada, v katero skupino, no, ampak ja, res ne rabimo imeti občutka krivde, ker to je v bistvu res tisti del sezone, ki je pa treba počivati, zmer si moraš reči, se pravi, koliko enih intervalov, ene bolečine v nogah, v pljučih boš imel tekom sezone, da zdaj počivi, špari energijo za takrat, ko bo dejansko treba pritisniti. To je nekako treba ves čas v glavi imeti, da je zdaj ta pravi čas za to. No. Pa imamo se pravi še ena napaka, ki je zelo pogosta. Eni probajo res izkoristiti ta off-season zato, da hujšajo. Se pravi, res je načeloma bolj hujša takrat, ko smo manj aktivni, manj aktivni, ko nimamo nekih dirk tekmovanj, ko ni vrhunec sezone, takrat je pač absolutno najslabši čas. Ampak tudi tale off-season ni najbolj primeren čas, da zdaj neke kile zgubljamo, oziroma pač, da se ful pazimo, kaj jemo. Razlogov je več. Eden izmed teh je, da po celo sezono smo ga žgali, tiste par dni vmes smo imeli frej, ampak nismo imeli pa nikoli daljšega obdobja, da smo pač počivali. Kaj to pomeni? Se pravi, in kortizol in vsi te vnetni markerji so povišani, se pravi, kortizol, stresni hormon. Ni fajn, če ga imaš v telesu preveč. Ta čas zdaj je namenjen temu, da se to zbija. Lahko so mišice nekako tudi poškodovane po dolgotrajnem matranju. In ja, v tem času pač ti se moraš spočiti in spočiješ telo tako, da ješ nekako normalno. Seveda zmanjšaš malenkost, ne ješ toliko, ker si pač jedel v tedne, ki si po 10-15 ur treniral, če zdaj ne treniraš nič. Ampak ne smeš pa zdaj pač to res drastično rezati, ker s tem pač poslabšaš regeneracijo, energija bo padla, pa še pol ne bo ta off-season, ta pauza toliko učinkovita. To sem jaz tudi kaj mislil. Jaz zdaj to sezono sem bil pretežek, musel sem tam 75 kg. Rad bi zbil vsaj na 70. To bila po moje dosti idealna kilaža za kolo. Ne preveč, pa ne premalo, glih je na zlata sredina. In zdaj to bi nekako 5 kg se mi zdi, da ne bil tak problem med tem off-seasonom zbiti, ker bi zbil nekako res počas, 300 kalorij deficita, jaz
če se lotam hujšati, hujšam s tem, da štejem kalorije, drugače meni to ne rata. Uh, tako pač je. Okay. In bi štel kalorije in bi bil nekako v deficitu po 300 kalorij, še vse glih bi pa probal res beljakovin to kvase spraviti, da ne bi izgubljal na moči, ker pri hujšanju vsi vemo, da mišice grejo pač dol, tudi če ne ješ dosti beljakovin, ki se ne obnavljajo. In to po moje bi lahko naredil, no? Da bi naredila. Ja, lej, zdaj jaz v kolesarstvu vem, recimo, da mrskej, ampak lih nutricionist sicer nisem, uporabljam pa nekako zdravo pamet, pa zelo veliko berem razne raziskave. Ja, načeloma to je nekako zmeren deficit, ne to, kar si ti rekel, se pravi 200-300 kalorij minusa, to je nadzorovano. No. Dejstvo je, da sicer tudi to štetje kalorij predstavlja načeloma nek stres za večino ljudi, zdaj če zate to ne predstavlja, je pol to v redu. Ampak ja, vseeno kile padajo pol tudi same od sebe, sploh v tem bazičnem obdobju, se pravi to nekako obdobje med decembrom in februarjem. Ja, december vem, da je težko, ne vem, kaj hujšati, ker ni lih ta pravi timing za to. Ampak ja, takrat pride na vrsto tisti nekoliko daljši treningi, enakomerni, ne, se pravi cona 2. Takrat je zato v bistvu veliko boljši čas, ker tudi poraba energije je višja in bomo veliko lažje pojedli tisto malo manj. Zdaj pa, če že tako nismo aktivni, pa je tako že naša dnevna poraba toliko manjša, pa pol, da še od tega režemo, je zato mogoče nekoliko težji, ampak ja, tako kot sem rekel, nobeni stvari ni treba pretiravati, zadeve bojo pač le naravno dol s samim treningom, tako da ja, tukaj kar sproščeno. No. Ok, vela. Čeprav te kile, to je par meni zmeraj, pa to imam že kar dolgo, se mi zdi. Vsak let, jaz sem človek, ki skozi hujša, pa ki skozi nekaj ne istam. Vem, poznam to, sem imel iste težave, ampak jaz ti lahko na svojem primeru povem. Jaz, ko sem bil, se pravi, kolesar pri članih, sem imel 59 kil, se pravi, to je malo več kot 12 kil manj, kot jih imam zdaj. In na Stravi zdaj podiram te čase, prvo je na klance. Tako da vseeno, to je pač konkretna razlika. In ja, z tega lahko razberemo, da mogoče kile vse niso, vse tudi pri profih se to zdaj opaža, recimo, kaj je tale, Abrahamsen, Uno X, tudi on je bil prej hribolazec, tudi na nekih ekstremnih kilah, ekstremno nizkih, pa je zdaj veliko mase naredil in ja, šele zdaj je kot kolesar prišel do izraza. Tako da ja, jaz bi se z vsem drugim nekoliko bolj ukvarjal in posvetil več časa, se pravi, da smo siti, ko gre za trening, da se po treningu najemo, da pač poskrbimo za regeneracijo. To bi rekel, da je veliko večjega pomena. No. Zdaj niso kilo vse, zdaj gre vse v aero, tako da se spreminja. Ja, ok, to je zdaj. Ja, vsak dan nekaj novega. Tako da jaz pa rekla, da bo še povedala, se pravi, kakšno ima pa midva plana zdaj za to obdobje, prav specifično na tebi. Se pravi, off-season sva začela prejšnji teden, ne? Sicer z boleznijo, ampak ja, v redu sva pol to izkoristila, da se lahko v miru pozdraviš. Se pravi, tako kot sva že prej rekla, po priporočilih, se pravi, 14 dni bo zdaj res aktivni počitek, se pravi, da hodiš na sprehode, kakšen pohod krajši, lahko si Armaflex pogrneš, se malo raztegneš, kakšno skleco narediš, čist tako sproščeno. Tukaj sem si napisal kolo po potrebi, zdaj to pomeni pač, če res moraš, da se ti toliko meša, da ne moreš brez polajde pet, ampak še zmeraj pet raje na MTB-ja ven, če je lepo vreme, niti ne na trenažerja mislim, da bo leto še dosti. Tako da, da je res odklopno. Pol pa se pravi, po teh 14 dneh pa še 3 tedne, 14 dni bova še videla. Pa se pravi, sledi to prehodno obdobje, se pravi, postopno vračanje v neko vadbo, se pravi, isto pohode. Tukaj bova dodala že kakšen
fitness oziroma ja, vadbo za moč, ampak predvsem z lastno težo za začetek. Nekaj kolesa že, kakšen trenažer, ampak nič tazga resnega, brez neke strukture, važno pač, da si aktiven. S to neko resno, spet v narekovajih, strukturo bova pa začela tam neki tretji teden v novembru. Takrat bova pol nekako več kolesa, malo več trenažerja že, tudi malo bolj strukturiran trening moči. Ja, to se bojo pol, se pravi, nadaljevale tele priprave. Ene par stvari, ki sem že iz videov videl pri tvojem pedaliranju, ne da me moti, ampak so ene stvari, ki bi se jih dalo odpraviti, o tem bova tudi še pol kakšno stvar rekla, no. In ja, tako kot sem rekel, to je res super čas za to, da si mogoče že zdaj prehraniš kakšno morebitno poškodbo ali pa ja, nekaj, ki ti bo pa en teden treningov vzel pol med sezono, ne. To se da zdaj vse super odpraviti in ja, bova ta čas pač izkoristila, kakor se da, no. Tudi v tej smeri. Ja, predvsem pa, da zdaj res uživaš v športu oziroma v športih brez neke obremenitve s številkami in ostalimi stvarmi, no. Zaenkrat mi paše, za en teden sem kakor toliko zdržal, 10 minut mi je ven vrgla, te tudi. Ne, to po mojem sam tebi kaže. Pa meni Vidim, ja. napisal, okej. Zaenkrat se držim preč od kolesa, sicer ja, ga bom pa malo pogrešal po mojem, ampak To je v redu, to je v redu. to je dober znak, no. To pomeni, da imam res rad kolo, pa da mi ni tle čez. Ne, to je super, se pravi, v tej prvi fazi moraš pogrešati kolo nasploh, a ne. Pol, ko greš na kolo, moraš pogrešati, da ga bašaš, a ne. In pol si ful vesel, ne vem, ko pride ta prvi intervali, da ga pa lahko bašam, ne. Se pravi, tako mora biti res, da je skozi ta želja po nečem več, a ne, in zdaj, se pravi, moraš malo imeti abstinence, da pol toliko bolj uživaš, ne, oziroma da lahko pol toliko bolj pritisneš, ko je dejansko treba, ne. Tako da ja, tale off-season v bistvu ni, mislim, najbolj sproščen del, ampak lahko kar en kup napak naredimo. Zdaj ja, tako kot sem rekel, važno je, da ne kompliciramo preveč, pa da ne pretiravamo preveč, ampak da vzdržujemo tisto neko gibanje, s kateri ne bo telo čisto zaspalo, ampak ja, da ohranimo neko minimalno pripravljenost, ampak še zmeraj primarna stvar je počitek, no. Tako da ja, nekaj planiranja je tudi v off-seasonu treba narediti, ampak ja, predvsem pa se spočiti, preusmeriti misli kam drugam in uživati. Takole, upam, da si zdaj majčkeno bolj predstavljate, kako bi mogel off-season izgledati in da si lahko sami v bistvu tudi prilagodite na vaše potrebe ta del sezone. Kar se tiče mene, jaz bom zdaj še kakšen teden brez kolesa, pol pa grem počasi v ta drugi del off-seasona, se pravi, da počasi začnem nazaj uvajati treninge, ampak še kar brez kakšne strukture. Ja, to je to. Jaz moram reči, da zaenkrat mi gre dobro, no, kolesa še ne pogrešam toliko, da bi mogel nujno zdaj pa iti na kolo, da bi se mi drugače strenjali, ampak je pa res, da imam toliko drugih stvari še zdaj za delati, tako da ja, ta čas lahko pol za druge stvari porabim in da mi pride prav. Ja, je pa, kaj enkrat kolesariš, pa ko si navajen, da si skozi na kolesu, pogrešaš tudi kolo, kar je čisto normalen. Tako da bom malo spet na kolesu. Sicer ne bo več dirk, tako sem rekel, jih je konc. Bom kakšno dogodivščino posnel zunaj najbrž na pesku. In ja, to je to, se malo spet vidimo, a ne. Če ti je bil video všeč, če si kaj novega izvedel, oziroma če si kakšno dobro informacijo dobil, všečkaj, naroči se na kanal, pa se še vidimo. Ajde, živ!